Brigade s hribov so se vsule kakor plaz. Pogumni njih korak nikjer več ne zastane. Za nas pravični boj sovražniku poraz je borce dala vsaka naša vas. Na čelu vseh pa v bojih hiti tovari stane. Je že nasilnik na telesu našem stal, globoko nade vse bile so zakopane. Tedaj slovenski rod zbujen je k puntu vstal in so mladino v novo vojsko zbral. Pognal v naskok se z nami je tovari stane. Za stare vojne počastite mu spomin. Potem zvihrajte v boj z armado do Ljubljane. In ves slovenski rod hvaležno pozni dni junakov slavnih naj spomin časti. Od zmag do zmag nas vodil je tovari stane. Španski borec, partizan, komandant Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, general-lejtnant, narodni heroj. Postal in ostal je najbolj priljubljeni komandant, legenda že med vojno. Franz Rozman Stane se je rodil 27. marca 1911 v Spodnjih Pirničah zakoncema Marjani in Francu Rozmanu. Med 4 otroki je bil tretji po vrsti. Očeta, progovnega delavca, so takoj na začetku Prve svetovne vojne leta 1914 upoklicali v vojsko. Padel je na ruski fronti. Marjana je ostala sama s 4 otroki. Življenje je bilo težko, zato sta morali Marjeta in Terezija v sirotnišnico. Brata Franc in 1 leto mlajši Martin pa sta ostala v Pirničah. Stane je bil star, ki je šel od hiše 8 let, jaz sem bil pa 7, ko smo starše zgubili. Tu smo šli po kmetijah. Franc je najprej delal pri posestniku Kobilarju, nato je bil hlapček in pastir v gostilni Kovač v Vikrčah. Vstajal je, še preden se je zdanilo, nakrmil in napojil živino, šele nato je smel v šolo v Pirniče. Torej, njegova mladost je bila takšna, da nikomur ne bi želel, da bi nekaj podobnega doživel. Računajte tisto vaško okolje, revščina, mečna posest, poleg tega pa še oče, hranilec družine, izgine v Rusiji. To je bilo takoj na začetku vojne 14. leta. Je pogrešan bil in nikoli niso več zvedeli. In med drugim se mati dolg časa zaradi tega ni smela poročiti, dokler niso moža za mrtvega proglasili. Franz Rozman je živel eno tako bedno življenje, da se danes težko predstavljamo, da je kaj takega sploh mogoče. Spali so taki hlapčki, 14 let stari, na seniku. Zjutraj so mogli nakrmiti živino, skidati gnoj, potem je ves premražen možakar, oziroma ves premražen je fant prišel v šolo in v šoli se je dejansko hodil gret. Vsak so bili na svojem koncu, ne? Jaz sem nek služil, jaz sem tlagor služil pri Kobilarju, dolg časa pa dobro Roksu, on je šel poj v Ljubljano se pekal, to je Tine Rožanec komandiral. No, Varuh je postal, smo bili mladoletni še, ne, pa mladi, da se je prevzel pod varuštvo. On je bil naš varuh. No, prej je bil še Kraljič, ne, ampak Kraljič je prav slabo ravnal znan, ne, in pa vse zapravljal, kar se je dal, ne, pa je pa Rožanec prevzel, on je bil pa drugi oče naš. On je bil eden izmed boljših vajencev in izredno naravno inteligenten in bi bil krasen pekovski mojster, če ne bi to načel, kar je bilo. Med drugim njega je strašno potrlo tudi to, da je kot gospodarstvenik, kot samostojni pekovski mojster propadel. Propadel pa tudi predvsem zaradi tega, ker ni hotel izkoriščati ljudi in jim je šel na roke
in seveda ni bilo denarja in je propadlo, kar ga pa ni potrlo. To povedal, je dobil en oglas iz Zidanega mosta, so zidali dol Plovnik, takrat iz mosta kaj, ne, da rabijo ga pega. In ni mu denarja, da bi se peral in šel peš v Zidan most. Franc Rozman se je že zgodaj začel zanimati za delavsko gibanje. Kot vajenec je imel nadpovprečne uspehe. S kolesom, ki si ga je kupil, se je večkrat odpeljal domov v Pirniče. Bil je pekovski pomočnik, sodeloval je na kolesarskih dirkah in vedno je bil vesel in družaben. Rad je plesal in se šalil. Rad pa je pogledoval tudi za dekleti. Kmalu se je začel navduševati za vojaški poklic. Želel je v podoficirsko šolo, vendar so zavrnili njegovo prošnjo za vstop v kopensko vojsko ali mornarico. Spomladi leta 1932 je moral k vojakom v Petrovaradin. Ko se je vrnil, mu je v Medvodah Pek Julinov Ljan dal v najem svojo pekarno. V prostem času je hodil na hribovske izlete, ki jih je organiziral Tine Rožanc, ki je takrat ustanovil prvo kulturno-prosvetno društvo v Pirničah. Leta 1935 so Italijani začeli mobilizirati slovenske fante za boj v Etiopiji. Medvodah je mu pekarijo, ki je mogel pustiti, ki je propadla, ki ni mogel več zdržati, je pa šel v Španijo. Še to je, on je prvotno mislil v Basinjo. On se je prijavil, on je šel naprej v Italijo, da se je prijavil za v Basinjo, da bi šel kaj. Ampak tam so ga pa nazaj poslali. Ampak on je rekel, jaz se nam prvi Basincem boril. Ko se je 18. julija 1936 začel fašistični vojaški upor proti republiki v Španiji, se je Franc Rozman odločil za odhod v to državo za pomoč republikancem. Pred odhodom je v gostilni pripravil poslovilni večer. František Rozman je stopil v republikansko vojsko 1. oktobra 1936 in v Jarmi v podoficirski šoli začel šolanje ter ga kljub nepoznavanju španščine končal z odliko. O Rozmanovih junaštvih se je v Španiji veliko govorilo. Sčasoma je postal kapetan in komandant bataljona 15. mednarodne brigade. Po zmagi frankistov se je 1939. leta umaknil v Francijo. Jaz sem nekatere te španske prostovoljce poznal in kljub umiku v Francijo so vsi vztrajali na tem, da je to samo prva faza in da bomo končno zmagali. Se spomnim, ki je eden pri nas hodil, takrat sem bil pri starem očetu, je pripovedoval, ne bomo prej nehali, dokler ne bomo terana pili. V francoskih taboriščih je ostal Franc Rozman do pomladi 1941. Izkazal se je kot aktiven organizator internirancev. Zaradi svojih sposobnosti je postal poveljnik slovenskih interbrigadistov. Junija 1941 se je po navodilih Komunistične partije Jugoslavije s tovariši prijavil na delo v Nemčijo. Iz Majsna, kjer je delal, se je julija 1941 ilegalno vrnil v domovino. V Ljubljani se je takoj vključil v narodno-osvobodilno gibanje. Tiste dni, ko so Nemci leta 1941 požgali prvo vas, to je bila Rašica, se je Franc Rozman nenadoma oglasil na Mlakarjevi domačiji, kjer je bival brat Martin. Po dolgem času sta se spet videla. Takrat je zadnjič obiskal domačijo. Potem se je odpravil v partizane. Moje prvo srečanje ni bilo takoj v začetku vojne, ker njega tudi ni bilo.
na Slovenskem, v začetku je bil še v Franciji. Tako da slišal sem veliko o njem, govorilo se je kot imenitem človeku, to je interesantno, da je vsakdo, ki je pripovedoval, je pripovedoval z nekim veliko spoštovanjem, pa tudi z nekim zadovoljstvom, da je bil z njim skupaj, ali pa da je kaj slišal o njem, ali pa da je kaj ve o njem. Že to prikazuje, da je bil Stane človek, ki je znal vplivati na svoje okolje, ne z besedo, ker on ni bil zgovoren, ampak s svojo pojavo, za svojo osebnostjo. In to jaz mislim, da je imenitna in zadeva in da je Stane zaradi da že to prikaže, da Stane ni bil to navaden soldat, ampak da je bil to visoka osebnost, ki je vplivala na razvoj osvobodilnega gibanja na Slovenskem. Ko so Nemci prišli v Slovenijo oziroma na Štajersko, so seveda na vse mogoče načine hoteli dejansko obnoviti neke svoje ambicije, ki so jih imeli iz preteklosti. In ko je Hitler prišel v Maribor, je na tem porušenem mostu rekel, naredite mi to deželo spet nemško, in seveda takoj zatem je začelo veliko preseljevanje Slovencev. Besede Hitlerja v Mariboru o razkosanju Jugoslavije in Slovenije niso bile samo propagandno geslo, ampak direktiva vsem okupacijskim silam, naj z vsemi sredstvi uničijo slovenski narod, priključijo Štajersko, Gorenjsko in slovenski del Koroške nemškemu rajhu, uničijo slovenski jezik, slovensko kulturo, slovensko knjigo. In Nemci so to neusmiljeno začeli izvajati in seveda zdaj ta odnos se je potem nekoliko spremenil z samim razvojem našega narodno-osvobodilnega boja na Štajerskem oziroma sploh v Sloveniji in so pozneje nekoliko manj vehementno izvajali to svoje preseljevanje. Pri tej okupaciji nemški je treba vedeti, da so imeli Nemci vnaprej načrt v teh letih, kolikor pač bo trajala vojna, v teh vojnih letih, vedeli so, koliko časa bo trajala, da jo spravijo popolnoma v nemški okvir in jo zbrišejo kot slovensko ali jugoslovansko dežele za vekomaj. Jeseni 1941 je Franz Rozman s partizanskim imenom Stane Mlinar prevzel novo nalogo. Glavno poveljstvo ga je postavilo za komandanta prvega štajerskega bataljona. Ta je novembra 1941 zaradi izdaje doživel hude izgube, zato je bil iz dolenjskih čet ustanovljen drugi štajerski bataljon, ki mu je prav tako poveljoval Stane. Število borcev bataljona je naraščalo, ker se je tudi razširil glas med ljudstvom o junaškem partizanskem komandantu. Tako da so se bataljoni združili v prvo slovensko brigado. Po reorganizaciji pa se je formacija preimenovala v drugo grupo odredov. Tale štajerska zadeva ni tako enostavna, kot je nekaj časa zgodovina opisovala, ali pa kar so zgodovinarji mislili. Zato, ker vsak del Slovenije, ki je bil pod okupacijo vključen v neko posebno cono sovražnikovega okupacijskega ozemlja, je imel poseben sistem. Z komandantom Stanetom sva se srečala 13. decembra 1941. leta, takrat, ko je on prišel v Mokronoško četo in nas je skupaj z herojem Štantetom, Skalo, odpeljal na Kremenje, kjer je bil formiran drugi štajerski bataljon. S tem seveda, da kmalu po formiranju gremo na Štajersko. In sicer glavna naloga naj bi bila, da se prepreči izseljevanje Slovencev.
ker Nemci so zelo hitro začeli z izseljevanjem. No, seveda moram povedati, da je komandant bataljona bil Stane in komisar je bil Kveder in namestnik komisarja je bil Štante. Ko so nastajale mečkene enote, vse povsod kot mekna žarišča osvobodilnega gibanja, da je takrat pravzaprav so doživele velike udarce, fizične udarce, uničenja, neznosen teror do masovnih streljanih talcev, brezobziren teror. Stane ni prišel na Štajerskem, ali pa vsi ti, ki so prišli z njim, recimo predvsem Dušan Kveder, pa tisti, ki so bili od začetka tam na Primorskem, so padli v drugačne razmere, kakor pa te, ki so bili tukaj na tej strani. In to strašno različne razmere, ker ta Štajerska in Gorenjska sta bili obsojeni na likvidacijo kot slovenska nacionalna skupnost z brisanjo. V sredini maja, to je 20. 21. smo bili na Jančah, kjer smo se dobro udarili z nemškimi policisti in vojaki. No, takrat je prvikrat prišla do pomena znanje in pa izkušnje, ki so jih španski borci, ker Stane in Kveder, oba dva sta bila španska borca in sta prinesla te izkušnje iz Španije in je prišla tu pri tej bitki na Jančah do izraza, posebno zaradi tega, ker je do takrat veljalo pravilo, da v tehle vseh naših borbah z sovražnikom je dobro imeti hrbet zavarovan, s tem, da si na vrhu hriba in da sovražnik tebe napada od spodaj navzgor. No, takrat na Jančah se je pa zgodilo ravno nekaj obratnega. Stane in Kveder, mislim, da je to bila predvsem Stanetova zamisel, so te naše čete in bataljone razporedili tako, da so Nemci bili nad nami. In Nemci so seveda prepričani, da bojo kaj hitro opravili z nami, so zelo samozavestno šli v napad na nas in po enih 7 ali 8 juriših, bitka je namreč trajala cel dan, so imeli po takratnih naših ocenah okrog 180 žrtev. No, mi smo se pa, to je spet bila ena specialnost Stanetova, izvlekli iz obroča, ki so ga nam organizirali Nemci. To je bila ena takale zelo zanimiva, vojaško gledano zanimiva odločitev Staneta, da se na ta način z čim manj žrtvami izvlečemo iz obroča, v katerem smo bili. Druga grupa odredov je prihajala jeseni 42. leta na Štajersko in je potem vršila te borbe v osrednji Štajerski. Mi smo se vedno prizadevali, da bi iz tega področja prišli več naprej proti Dobrovljam, proti Celju, da bi prišli gor z Pohorja, iz tega koroškega dela Pohorja proti mariborskemu delu Pohorja in tako naprej. Moram reči, da je prihod druge grupe na Štajersko bistveno spremenil to odnos, ki so ga imeli ljudje na Štajerskem do partizanskih enot. Tako da lahko rečemo, da je to bil prvi premik v letu 1942 v pozitivnem smislu in v širitvi te naše narodno-osvobodilne borbe na Štajerskem. Še to moram povedati, da je en bataljon od teh, ki smo se prebili na Štajersko, bil ta znameniti pohorski bataljon, ki je v začetku januarja meseca tudi v bitki, ki je bila na Osankarci,
do zadnjega so vsi izgubili svoje življenja. Mi smo bili na Dobrovlju, tam je bil sedež, Stane iz tega našega štaba pošiljal na Pohorje kurirje, ampak kurirji niso mogli najti bataljona. Potem se je sam odpravil iskati bataljon, ker enostavno ni mogel verjeti, da tako hraber bataljon, tako enoten v svoji akciji, v borbenosti in v vsem, kako je lahko enostavno zginil, da ni bilo nobenega sledu v njih. In ga je strahovito prizadelo, ko je vse tak je bil moj vtis, ko se je vrnil z Pohorja in je rekel, da je tam na terenu zvedel, da so vsi borci bataljona padli. To zdaj seveda na njega ni vplivalo in je takoj začel z organizacijo novih enot in 10. maja imamo že to je 43. leta, imamo že na Pohorju novi pohorski bataljon. No, pohorski bataljon, tate drugi, se je v 43. letu razvil, je bil pozneje konc leta že odred in v začetku 64. leta, ravno na obletnico tega padca pohorskega bataljona, imamo že novo pohorsko brigado. Visoke, mogočne dobroveljske hoste šumijo. Med starimi smrekami prede skrivnostni se mrak. Po toplih planotah kmetije potihoma ždijo in v soncu kot pesem svobode preliva se zrak. Pod krav svoj dupline tu vabile so partizane. Sovrag po bregovih tam ruši vse v ognju je strt. Tu dvije se steza, ki stopal po njej je naš Stane. Tam Vera in Dušan sta v borbi omahnila v smrt. Dobrovlje, v zvestobi slovenski jeklene ste stale. Z besnelega srda vihar se je lomil ob vas. Vse, kar ste imele, za veliko zmago ste dale. Naj sijajo jasne vam zarje v bodočnosti čas. Tudi vojna, če tudi zahteva celega človeka, ne more preprečiti ljubezni. Franc Rozman je svojo tragično ljubezen doživel na Štajerskem, ko sta se zaljubila z Vero Šlandrovo Lojsko, tudi aktivistko narodno-osvobodilnega gibanja in partijsko funkcionarko na Štajerskem od 1941. do 1943. Preden sta mogla sanjati o skupni bodočnosti, je v napadu nemških policistov v Velikih Dobrovljah 15. junija 1943. Lojska padla. Policijska patrulja je v zgodnjih jutranjih urah prišla do spečih partizanov in začela streljati nanje. Borci iz Stanetove zaščite so se srdito upirali, a prvi rafali so smrtno zadeli Stanetovo ljubezen Lojsko. Komandant Stane jo je reševal, čeprav je bil tudi sam hudo ranjen. Prebil se je do Lojske misleč, da je še živa, a bila je mrtva. Sklonjena dekletom je še dolgo po boju
solzami močil njen obraz. Se spomnim takrat, kako je Stane doživljal takrat tisti poraz v nekem smislu partizanov, ko smo morali bežati iz teh dobrovolj. No, ampak za njega je bilo vedno značilno, da za njega nikoli noben poraz ni pomenil konca. On se je navadil v tej svoji težki svoji zgodovini, v težki svoji vojaški zgodovini, da nobena bitka ne pomeni konca vojne. Ob imenovanju Franca Rozmana Staneta za komandanta slovenske partizanske vojske 13. julija 1943 je Edvard Kardelj Krištof zapisal: Franc Rozman Stane je oko tistim, ki so morali izbirati novega komandanta slovenske partizanske vojske, padel s svojimi poveljniškimi lastnostmi. Imel je dober pedigre, špansko kariero, v kateri so prevladovale vojaške prvine, poveljevanje štajerskim partizanom v času, ko je Štajerska pomenila najhujšo možno obliko partizanskega bojevanja. Bil je dovolj tudi strankarsko znan, čeprav se je političnemu delovanju kar izogibal že po svojem karakterju. Ja, jaz bi tako rekel, da smo mi imeli med vojno srečo. Zakaj je to tako bilo, da smo na ustrezna mesta postavljali ustrezne ljudi? To seveda tega danes ni. Da nas je ustreznost, pripadnost stranki. To ni nič. To je vnaprej izgubljena zadeva. Mi smo pa potrebovali na prvem mestu, bojevniškem, človeka, ki ima take kvalitete, ki se združujejo z tistimi, ki jim poveljujejo v neko celoto, tudi po zunanji obliki, pa tudi po notranji obliki. To morajo biti vsi ljudje, ki imajo neko idejo. To, da je bil Stane Rozman imenovan za poveljnika slovenske osvobodilne vojske, pomeni to, da je bil on na Štajerskem najprej, pomeni, da se je lahko seznanil z zelo zamotanimi vojnimi, vojaškimi zadevami. In on je to dobro poznal, iz svojega trpljenja razumel kot vojno, ki naj ta narod likvidira. On osebno je pa poklican, da to prepreči. Odnos do ljudi je imel pa fantastičen. Videlo se je, da so njemu ljudje vse. Pravzaprav je on vedel, da je ta vez najmočnejša v neki skupni borbi, ker če se ti zaupaš eden drugemu, če si enoten in imaš medsebojni občutek, da si za isto stvar, potem spet ni nobenih razlogov, da ne bi verjel in da ne bi tudi potem postopal tako, kot komandant hoče. Prvič sem za njega slišal v Kočevskem robu, ko sem bil na bazi 20 in so povedali, da bo prišel tudi Stane danes tja in res, da zagledam nekega človeka, roka zavita, ranjen se bil in je stal tam, pa se je oziral okoli, vrnil se proti meni, sem mu pomigal, češ, da sem ga spoznal in potem sva se sestala. To je bil ta sestanek. Videl sem, da je razumen človek, da vzame vsako stvar za res, da se zna lepo obnašati in da je zelo resen. Na prvi pogled mi je bil silno simpatičen, sedaj nisem vedel, kako bi v nadaljevanju sodelovala pri tem težkem boju slovenskega naroda, ampak mislim, da je pomembno le to, da sva se nekako ujela z simpatijami, kar je silno važno. On je bil za nas neke vrste idol, ampak najpomembnejše, kar je to, da je njegov odnos do nas vseh bil izredno pozitiven. On je praktično večino svojega časa prebil med nami in je dejansko poznal vsakega od nas, vedel je, kako pristopiti k vsakemu in to je, veste, tisto, kar
vzbudi in se razvije potem v eno zelo veliko, ali pa lahko bi rekel celo neomejeno zaupanje v svojega komandanta, ki skrbi za svoje borce in jih tudi vodi v nekem skupnem interesu k skupnemu cilju. Spomnim se, ko smo po Libergi na Primskovem sva bila z Stanetom eden zraven drugega, jaz sem imel mitraljez. Italijani so bili pa na vrhu pri cerkvi, on vedno za cigareto v ustih, tudi pod najhujšimi pogoji, veste, to je bil en tak njegov tipičen. Takrat so bile take velike škatle, 100 cigaret, je imel vedno v žepu in je kar eno za drugo je prižigal na ogorko prejšnje cigarete. Ne? In tamle, ko smo čakali, kako se bo borba razvijala, so vidi on pravi, poglej, tam, lej, tamle so, užgi po njih, užgi. In seveda sem moral užgati po njih, 3 so tam padli, drugi so se razbežali, prav, pa smo jih, pravi, s takim, prav, veste, tistim navdušenjem in eno borbenostjo, da sovražnika, ki ga imaš pred seboj, ne smeš nič štediti. Stane ni prihajal v enote, tako kot se je druge dogajalo z častno četo in tako naprej, s kanoni in pa stanki. Ampak on je prišel in kako hitro je prišel, so se zbrali okoli njega, je bil kot magnet, ker k njemu so prišli borci in so ga imeli za svojega, so ga tikali, so ga sprašvali, Stane je vsakomu govoril, nikoli se ni postavljal pred ljudmi, da je kaj več, kaj takega. Zato, ker na koncev največ ljudi v osvobodilni vojski je bilo vendar preprostih ljudi, največ je bilo kmečkega proletariata in so v njem videli svojega človeka, ta nas ne bo izdal. Zato ljudje so bili zelo občutljivi, splošno se so še danes za tiste, ki jim vladajo, recimo, ali pa ki so njihovi predstavniki, ali jih bojo pustili na cedilu, ali bojo z njimi skupaj, ker danes smo šli pot delitve. Takrat smo bili na poti enakosti in ta pot enakosti je silno dvignila bojno sposobnost naše vojske. Morala je bila visoka in šele pod takimi pogoji so bili ljudje pripravljeni borci žrtvovati svoje življenje in tega je tudi tako veliko. Tak je bil on. V tej vasici pod Turn, pod Kočevskim Rogom, je bilo 24. julija 1943 že zelo živahno. Veliko borcev je bilo in v tej stavbi, v gostilni, je bilo posvetovanje glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet. Tu pred stavbo so stali člani glavnega poveljstva, in tedaj smo prvič videli tudi predstavnike britanske vojaške misije z majorjem Johnsom. Bil je navdušen, ker je videl zelo veliko borcev, hrabrih in odločnih v boju proti okupatorjem in domačim izdajalcem. Major Jones je opisal prvo srečanje s komandantom Stanetom v svojih spominih. Bil je lep julijski dan. Iz severne Slovenije, imenovane Štajerska, kjer si je pridobil sloves pogumnega borca, je prišel komandant Stane, kasnejši general. Nedavno tega je bil določen za glavnega poveljnika slovenskih partizanskih sil, ker so v tem času zadolžili komandanta Matijo za posebno nalogo. Komandant Stane, veteran iz španske revolucije, majhne postave in žilav, morda 40-leten, je nosil roko v obvezi. Pred kratkim je bil ranjen v bitki in je moral še vsak dan prevezovati ranjeno roko. Bil je neustrašen, hitro je doumel položaj in prav tako hitro ukrepal.
Imel je konja, da so mu ga vsi zavidali. Po končanem posvetovanju so nas pozvali k pregledu čet, ki so šle mimo. Težko je reči, kaj smo takrat čutili. Mimo nas je stopalo 3000 borcev in bork, ostali 2 brigadi sta šli naravnost na določene jima položaje v polni bojni opremi. Pred vsako četo harmonika, za njimi tovorne mule. Razpoloženje borcev in bork je prehajalo tudi na nas. To je bil prvi velik pregled čet in bolj kakor kdaj prej so se borci zavedali svoje moči. Ko so se nam čete približale in je vsak komandir poveljeval pozdrav, so se vse glave strumno obrnile proti nam, češ ljudska armada gre v napad. Majorja Jonesa kot predstavnika britanske vojske, to je na borce in na prebivalce naredilo izjemen vtis. In eden izmed starejših možakarjev je to navdušenje komentiral tako, da je dejal, zdaj, ko imajo partizani topove, ko so prisotni člani britanske vojaške misije, ko imajo predstavnike duhovnikov, bil je navzoč tudi dr. Metod Mikuš, kot verski referent, zdaj pa so prava vojska, saj tam, kjer so Britanci, Angleži, ti še niso vojske izgubili. Tedaj so brigade dobile tudi prve zavezniške topove, s katerimi so potem odkorakali v napad na Žužemberk. Major Jones o tem dogodku piše. Partizani so po načrtu blokirali sovražnika in mu onemogočili, da bi pošiljal pomoč posadki v mestu. 2 partizanske brigadi sta bili določeni, da nadzorujeta vse dohode in pazita na sovražnika v sosednjih mestih. Ena brigada je dobila nalogo, da napade posadko v mestu, druga pa je bila zadržana v rezervi. Tako so v tej operaciji sodelovale 4 brigade z nad 6000 možmi. In takrat, ko je prišel, recimo, ne v Žužemberk, ampak prišel je na sela pri Žužemberk. Takrat, ko smo že mi gledali, ko smo bili že utrujeni in je bil čas, da prenehamo s tem, ker so Italijani zbrali toliko sil, da ni bilo nobenih izgledov, je treba kratko malo fronto premakati na drugo. Je prišel in ko sem mu povedal, kakšna je situacija, je rekel, jutri bomo to končali in ustvarili fronto na nekem drugem ozemlju. Tako je bilo z njim. Konec avgusta 1943. Major Jones kot višji zastopnik za Jugoslavijo objavi v Slovenskem poročevalcu poziv Beli gardi. Ko smo nekoč šli obiskati Tomšičevo brigado, tukaj na Notranjskem, na južni železniški progi, ko je Daki s to brigado po noči likvidiral vlak in imel ujetnike nemške, da smo zajahali konje, on je bil pa zaljubljen v konja, ne. Jaz ne toliko, ampak sem šel tudi, smo previhrali tole Notranjsko tukaj, gor zadaj za Mokrcem, smo prišli tja. Ne, sem videl, koliko je v njegovem temperamentu, ki se je vedno kazal kot z neko mirnostjo, koliko je te energije, koliko je te vihravosti, bi rekel, koliko je te sproščenosti, kako zna on to narediti. To se je ravno videlo pri tem pohodu in sem prav zadovoljen, da sem bil takrat zraven, da sem to stane tega karakterja pogrunto. Recimo, ko smo se vračali nazaj, smo šli po neki cesti, tamle nad Ribnico gor v Veliki gori, po neki cesti, ki smo jo pa mi zasekali z smrekami, pa nismo vedeli tega, da je to zasekano, zdaj pa s konji po gozdu in po noči smo šli. Ni bilo mogoče, ampak Stane je meni zapul in rekel, kar gremo, kar čez. In je skočil s svojim konjem na eno smreko podrto, na tisti smreki konj spodrstil in je zletel
spodaj je bila pa škarpa, da je leto s kojlomke dol, ampak se je pobral in bil kmaj spet nazaj na cesto in smo na ta način pravzaprav prišli čez nekako po vojaško, bi rekel. Po kapitulaciji Italije sta glavni štab Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije in izvršni odbor Osvobodilne fronte izdala razglas o splošni mobilizaciji v Narodno-osvobodilno vojsko. Ob kapitulaciji Italije so taboriščniki na otoku Rabu, organizirani v Osvobodilno fronto, razorožili taboriščno posadko in ustanovili Rabsko brigado ter preko Gorskega Kotorja odšli v Slovenijo. Na Mašunu je Rabsko brigado septembra 1943 obiskal komandant glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije Franc Rozman Stane, kjer je bil navzoč na njeni zaprisegi. Borci brigade so zaprisegli pred verskim referentom 14. divizije duhovnikom Jožetom Lampretom. Umetniški program pa je izvajala kulturniška skupina 14. divizije s pesnikom Kajuhom in balerino Brino, ki je borcem zaplesala nekaj čudovitih točk iz priznanih baletov. Brigado so kasneje ukinili, borce pa porazdelili v enote 14. udarne divizije. Začetkom novembra, to je bila že začetek tudi nemške ofenzive, ki se je nekako premikala iz Primorske gor, mimo Ljubljane in potem dol po Dolenjski in na Hrvaško. Torej 79 angleških, da tako rečem, vojnih ujetnikov je prišlo, ki so nekako pobegnili iz teh ujetniških taborišč v Italiji, ob kapitulaciji Italije, se nekako počasi prebijalo proti Sloveniji. Glavna oseba, ki je prišla z Stanetom, je bil takratni prvi predstavnik britanske misije major Jones, znani William Jones. On je prišel dol, bi rekel, in je pravzaprav glavno besedo imel in je držal nek dolg, recimo vsaj 20 minut ognjevit govor, v katerem je pozval teh 79 angleških vojnih ujetnikov, da opustijo svojo zamisel, torej da grejo nazaj k edinicam. In da vzamejo puške v roke in se borijo kot partizani skupaj s partizani. Oni so to odklonili. Jones jih je vseeno prepričeval, Stane je bil dost, bi rekel, molčeč, dost tih. Potem se je pa on odločil proti Jonesu in je dovolil, odnosno se je sprejel to njihovo opcijo, da jih sprejme podmornica in s podmornico so potem šli čez Jadran in se priključili torej svojim edinicam v Južni Italiji. V tej zvezi bi rad dodal še to, zaradi verodostojnosti zgodovine, da so oni rekli, mi bomo Jonesa naznanili in ga bojo zamenjali, kot vodjo misije. Torej, in dejansko so ga zamenjali. Danes, ko gledam te stvari nazaj, ugotavljam, da komandant Stane kot nek navaden, bi rekel, delavc, da tako poudarim, brez neke posebne izobrazbe, ni imel nobenih doktoratov in tako, ampak je bil silno inteligenten, avtonomno inteligenten, da se je znal sam odločati, bi rekel, v stvareh, ki so se mu zdele važne. Med drugimi je zaslužen Stane, da je sploh prišlo do tako visoko organiziranega sodelovanja med zavezniki. In zasluga Staneta je, da smo takrat imeli v Sloveniji na osvobojenem ozemlju več kot 40 ilegalnih spuščališč. Stane je bil tisti, ki je znal tudi definirati, kaj res rabimo. Ne samo več, ampak tega toliko, tega toliko, tega toliko in tega toliko. In zanimivo je, da so zavezniški oficirji visoki, ki so bili v misijah pri nas, zelo visoko cenili Staneta kot vojaškega poveljnika, kot odličnega organizatorja, stratega in po značajskih stvareh jih je imel. Kot korektnega, tistega, ki drži besedo, kot tistega, ki ne obljubi nekaj, kar ne bo storil, zelo človeka, ki je realno ocenjeval situacijo in pa tudi karakterno. Mislim, da je to, da smo toliko pomoči od zaveznikov dobili, da je tudi zasluga tega, ker je znal Stane z njimi ta, bi rekel, družaben človeški odnos vzpostaviti.
Jaz bi vam povedal nek primer, ki ni sicer bojna stvar vojskovanja, ampak je nekaj drugega, je stik z borci, ki se pripravljajo na vojno. Namreč štajerski brigadi sta prišli na stran, na Dolenjsko v nekem obdobju 44. leta in dogovorjeno je bilo, da bo te Štajerce sprejel Stane in da jih bo pozdravil na slovenskem ozemlju. Ta prihod teh dveh brigad štajerskih znanih je imelo več pomenov. Na nek način je glavni štab tedaj mislil, da je potrebno okrepiti osvobodilno gibanje na Dolenjskem, v Ljubljanski pokrajini, ker je bil tukaj center vsega vodstva in tako naprej. Tako je bilo stališče, ko sta se Stanetom šla v težkih razmerah, ko je kolaboracija zelo močno sodelovala z Nemci, zlasti na Dolenjskem, na dolenjski komunikaciji. Sva potovala po noč zvečer nasproti tema dvema brigadama, ki zbor naj bi bil na Čatežu. In Stane je prinosil seboj torbo odlikovanj, imenitna zadeva. Peljala sva se z avtomobilom, pa 5 motoristov sva imela seboj za vsakim, tako da je šlo to hitro kot blisk. Pa v eni uri, še prej sva bila že na svojem mestu, ko sva prišla na Čatež. Mislim, je bila lepa noč, to moram opisati. To je še dan danes za mene en čudovit dogodek. Tam sta bili obe brigadi postrojeni za sprejem komandanta osvobodilne vojske Slovencev. Luna je sijala. Tako je bila neka romantična podoba, pa nek vtis neke nepravičnosti, neke vesoljske nepravičnosti do nekega naroda, da smo se morali mi srečevati z našimi ljudmi po noči v takih razmerah, pravzaprav na svoji lastni zemlji. Staneta je kar puhtelo tisto veselje, da se srečuje ponovno s svojimi štajerskimi partizani in znanci, ki so vsi tam poveljniki v teh štaju tam postrojeni, da je to po načinu sprejema močna armada, urejena armada, da to ni kakšna guerila ali pa da to ni kakšno gibanje politično nekih civilistov, pa to je bilo vse oboroženo, uniformirano, nabito ljubezni do svoje domovine, ki je treba reševati, polno sovraštva do sovražnika, ki je pripeljal Slovence v tako situacijo, jih duš, da moramo na svoji lastni zemlji, tako rekoč skrivati se, da izpeljemo tiste stvari, ki so za nas potrebne. Brigade so ga sprejele, tako potem po mojem govoru je on povedal, da bo podelil, da se jim zahvaljuje za junaštvo, ki so jih na Štajerskem in tako naprej, potem je pa razdelil odlikovanja, to je bilo imenitna stvar. No, to sem hotel povedati, kaj je pomenil Stane. In Staneta so vsi poznali in Stane je samo s tem svojim prihodom, pa s par besedami, pa svojim obnašanjem in s tem, da je razdelil odlikovanje, veliko odlikovanj, naredil velikanski vtis na to vojsko, ki je prišla iz Štajerske. Komandant Stane naj bi v Ponikvah, to je na zapadnem delu Ponikov po Trnovem hribu, skril zaklad. Vendar meni je bilo to delovalo nekako smešno. Poznam te predele, tudi moj prihodnik, oče je delal na teh predelih.
in temu nisem mogel verjeti. Verjamem pa to zaklad, kajti partizani so za časa narodno-osvobodilne borbe leta 1944, 1945 v Ponikvah pridelovali krompir in to je bil za njih največji zaklad. Hrana. Torej, tam so bili vedno zelo napeti razgovori, Kidrič je vedno pritiskal čim več avionov, čim več materijala in tako dalje. Stane je pa bil tisti, ki je recimo odbiral kakšno orožje. O smrti Franca Rozmana Staneta 7. novembra 1944 je bilo objavljeno že veliko verzij. Da so ga Nemci, da so ga Rusi, da je bil v svoji priljubljenosti na poti celo vrhovom jugoslovanske partizanske vojske. Gotovo pa je treba verjeti, kaj se je zares zgodilo pri preizkušanju ročnega metalca min Pijat, ki je bil lahek, imel pa je veliko udarno moč, legendarnemu partizanskemu komandantu Ladu Ambrožiču Novljanu. Da bi to stvar razumeli, je pomembno najprej povedati, da je Stane imel sijajne povezave z političnim vodstvom. On je bil toliko pameten človek, da se je šel posvetovati z vsemi, ki je bilo potrebno, da bi tele bilo kakšen konflikt tak, da bi stvar speljal v neke usmrtitve ali v neke atentate in tako naprej, ne prihaja v poštev. To, kar se govori o tej stvari, je pač namenoma vržena parola, da bi neprestano vrtala in razdirala tisto svetlo podobo tega človeka v osvobodilnem boju in pa seveda osvobodilni boj v splošnem. To je prihajalo od kolaboracionalistov večinoma, od ljudi, ki se niso strinjali, da to neprestano na novo zburkajo. Nobenih težav ni bilo, nikogar ni bilo, da bi to naredil. Nihče ni mogel biti, da bi vplival ali pa da pripravil kakršenkoli atentat, ker stvar je bila čisto enostavno tako povedano. Angleži so za svoje desantne enote, to se pravi enote, ki so jih metali z letalstvom večinoma za nemško fronto, gledali, da so imeli tako lahko orožje, da so ga čim več lahko prepeljali z letali. Zato so oni naredili posebne sorte minomet, ki je bil silno lahak in tako enostavno, da ga je bilo veselje pogledati. Mi smo imeli jurišne bataljone in nam je manjkalo to orožje. In ko je Stane prinesel enkrat v torbi letališča, kjer so tistega dne nametali ogromno orožja, zavezniki, je našel med njimi tak minomet, ki smo ga mi rabili. In ga me je pokazal in sva bila strašno vesela in zadovoljna. Sva rekla, vidiš, problem je rešen, ker sva midva skupaj razpravljala in preizkušala orožje za te jurišne bataljone naše in tako naprej, ali pa za našo vojsko splošno. Tako da smo poznali oborožitev in je šlo to skozi naše roke. Ko je to prinesel, sem rekel, imenitna zadeva, in sem rekel drugi dan zjutraj, pojmo poizkusiti to, da vidimo, koga pa je to za nas stvar. Jaz sem še tekel, skočil pravzaprav v barako, kjer je bil Kidič, ki je bil takrat politični komisar, pa me niso pustili, da so rekli, Kidič je prejšnjo noč dolgo čuk, ker so imeli sestanke, ne bo šel, oziroma je rekel, da ne gre, Kidič ni hotel iti. Takrat smo šli, ena skupina ljudi, borcev je prišla, šli smo ven iz našega ozemlja, glavnega štaba, kakšne 300 metrov, postavili v eni vdolbini, ene pol metra jarko minomet. Postavili smo zraven za strelce kar naše spremljevalce, so bili bistri ljudje, jim povedali, kako in kaj to funkcionira. In prva vina je odletela, Kanada. On je sprožil, pomeril je, nekje na polju je bil kup kamna, rekel, to je cilj, in je 100% zadev to. Potem je vzel drugo mino, v vsaki tubi so bile 3 mine. In v drugo tubo, ta
To je bila pa mina, ki je nakazovala z dimom. To je bila pa tuba, mina, ki je bila namenjena prikazati topništvo, ki je cilj, ne, z dimom. To je zadetek tudi upolno bil. Pa že Stane rekel, ja, zdaj pa gremo, ampak se nekako pa boš tole mino se bo valala tam okoli, bo še do nesreče prišlo. Izpraznimo to. So vrgli še to tretjo in ta je eksplodirala v minometu. Neznanska sila je Novljana zavrtela v zraku in ga vrgla v tla. Stane se je zagrabil za trebuh in zastokal kot človek, ki dobi udarec v želodec. Padel je vznak. Nastala je smrtna tišina. Kmalu so partizani tiho dvignili Staneta, ga odnesli ter z avtom pripeljali v civilno bolnišnico v Kanižarico. Tonček in Jug, njegova spremljevalca, sta bila mrtva. 3 hudo ranjeni. Tudi komandant Novljan in komandant Stane, ki ni imel velike možnosti za preživetje. Torej, ni bilo govora o kakšnem sabotaži, atentatu ali pa kaj takega. Spomnim se, to je pa en dober znanc povedal, da ga je videl, ko so ga z avtomobilom osebnim peljali v bolnico v Kanižarico. To se je zelo hitro razvedlo po Črnomlju, kaj se je zgodilo, in vem, da so vsi trepetali za njegovo življenje. No, kmalu so jih pripeljali, in sicer Staneta, komandanta, potem generala Novljana, majorja Križanovskega in majorja Roka. Najhuje je bil ranjen komandant Stane. Bil je v hudem posttraumatskem in posthemoragičnem šoku. Bil je bled, mrzel, vendar popolnoma priseben. Govoril je, ko smo ga pripravljali za operacijo, je rekel, da to pot čuti, da se ne bo izlizal. Ob njim je bilo žalostno njegovo dekle jokalo in on jo je nekako z očmi tolažil. Nato se je pričela operacija. Operiral je dr. Bogdan Brecelj, njegov asistent je bil dr. Pavel Lunaček, anestezijo je dejal dr. Cizl, za inštrumentarko so določili takrat mene. Operacija je zelo dolgo trajala. Trebušna stena je bila na več mestih s projektili predrta, prav tako oporki, s katerega je silno krvavelo. Črevesna stena je pa bila pri operaciji, se izkazalo, na 25 mestih predrta. Kirurga sta krvavitev ustavila, poškodbe zašila, vendar je stanje Staneta bilo izredno slabo. Dr. Novak in ruski zdravnik dr. Leonov sta vodila reanimacijo, dobil je infuzijo krvi, nato pa še transfuzijo, ko je Novak ugotovil, od katerega dajalca bi bila kri primerna za Staneta. Stane je bil nato premeščen v bolniško sobo, ki je bila zelo skromno opremljena. Tam so bile postelje, železne postelje z slamaricami, položili so ga nanjo in dr. Luka, ki je bil res iskren tovariš Stanetu, mu je hotel to trpljenje olajšati, ga je nekako položil sebi na prsi in mu skušal vlivati pogum, vendar Stane se je dobro zavedal, da odhaja, in je govoril, kako vedno tišje, kako mu pojenjujejo moči. Tudi ta slika dveh mož, drugega ob drugem, umirajoči v naročju zdravega moža, je bila prav pretresljiva in je nekako, bi človek lahko rekel, da je to bila prava partizanska pieta. Nato je nastala tišina. Iz kota se je zaslišal pridušen jok Stanetovega dekleta.
Komandant Stane, eden od največjih borcev osvobodilne vojne, je bil mrtev. Spomnim se njegovega pogreba. Bila sem na tem pogrebu. Predvsem se spomnim ene mlade partizanke, ki je zelo jokala, in spomnim se belega konja, ki je bil brez jezdeca. Njegova zadnja počastitev je bila pretresljiva. 8. novembra so pripravili pravi pogreb z vsemi državniškimi častmi. V odboru za pokop so bili vsi tedanji najvišji politični voditelji. Vse 3 tragične žrtve, komandanta Staneta in njegova spremljevalca, Tončka in Juga, so položili na mrtvaški oder v Sokolskem domu v Črnomlju. Tam so se jim pred pogrebom poklonili tudi predstavniki najvišjih civilnih in vojaških oblasti. Žalni sprevod je krenil izpred Sokolskega doma v Črnomlju. Od komandanta Staneta se je prišla posloviti nepregledna množica ljudi. Krsto umrlega komandanta in njegovih 2 spremljevalcev so peljali na lafeti. Častno stražo pa so sestavljali oficirji, člani oddelkov glavnega štaba. Pred krsto sta 2 oficirja nosila odlikovanja, ki jih je umrli komandant prejel za svoja junaška dejanja. Ob katafalku sredi glavnega trga so se od tovariša, komandanta Staneta in njegovih spremljevalcev poslovili predsednik predsedstva Slovenskega narodnega osvobodilnega sveta in izvršnega odbora Osvobodilne fronte tovariš Josip Vidmar, šef sovjetske vojaške misije polkovnik Nikolaj Patrahalcev in šef angleško-ameriške vojaške misije polkovnik Mur in politkomisar glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije ter sekretar predsedstva Slovenskega narodnega osvobodilnega sveta in izvršnega odbora Osvobodilne fronte tovariš Boris Kidrič, ki je v svojem poslovilnem govoru med drugim dejal: Dragi Stane, zgodovina naše narodno-osvobodilne borbe, zgodovina naroda Jugoslavije in svetovna zgodovina bodo povedale o tebi več, kot moram povedati o tebi jaz danes. V tebi bo čutiti tistega človeka iz našega ljudstva, ki je znal voditi in ločiti ljudske množice v narodno-osvobodilnem boju. Prav zato si bil tako ljudski in tako priljubljen. Ob slovesu ti izjavljam, tako kot bi rekel tudi ti, če bi padel kdo od nas. To delo, ki si ga ti pričel, bomo nadaljevali. Tvoje delo bo končano zmago naše narodno-osvobodilne vojske. Med zvoki žalostinke so krste tovariša komandanta Staneta in njegovih spremljevalcev prenesli v avto in jih odpeljali, da v začasnem grobu počakajo na osvobojenje. Časi so bili taki, da so grob morali skriti. Staneta so pokopali nad vasico Sred Gora, na južnih obronkih Roškega masiva, v Vrtačo, ob nekdanji gozdni železnici. Grob so označili in skrili, da počaka na osvoboditev. Res je čakal nekaj let. Težko smo sprejeli, da je prišlo do nesreče glavnega komandanta Slovenske vojske. Vendar to ni bila edina. Smo tudi mi imeli naenkrat 8 mrtvih. To se je pač dogajalo, nismo poznali orožja, sami smo predelavali razna orožja in granate in tako naprej. In to je do tega prišlo. Je pa ena značilnost za smrt komandanta Staneta. V 9. korpusu smo dobili slike, tukaj pokažem, to je ena njegovih slik,
Ta slika je bila nalepljena v brošuri. V tej brošuri so bili razni odlomki o Stanetu, so bili o raznih junaških dejanjih mladeničev, mladih fantov. In to knjižico je dobil tisti, ki se je dobro izkazal v času borbe, kot neko nagrado. In lahko se zamislite, da je bila to dejansko lepa nagrada za tisti čas. Slika komandanta Staneta. Ja, sigurno, kad je ta njegov spomin na njega, pa bi rekel tudi njegov duh, je obvladal vse ljudi. To ravno kaže to, kako je to on obvladal, ne da bi se trudil za to kratko malo. On zato, ker je bil tukaj in ker je bil tak, je obvladal ljudi iz osvobodilnega gibanja, da so skušali biti taki, kot je bil on, in to je na vsak način krepilo naše obrambne in vojne zmogljivosti. In je eden od velikih vzrokov naše zmage. Ko se spominjamo nazaj na čase in na komandanta Staneta, moramo omeniti vsekakor povezavo v zvezi z gozdno železnico. Kajti komandanta Staneta so konspirativno pokopali ob sami nekdajni trase gozdne železnice. Ta železnica je bila leta 1936 demontirala, ostala je pa samo trasa. Takrat so partizani in aktivisti skušali najti primerni kotiček, skrivni predel, to so pri tej vrtačev svet, in v eni izmed teh vrtač so pokopali komandanta Staneta, ga lepo zamaskirali, na njegov grob položili skale, tako da ga ni mogla zderjati, pride do trupla. Narodni heroj Franz Rozman, borec iz španske ljudske vojske, je bil eden osnovnih organizatorjev oboroženega odpora v Sloveniji. Komandant Stane je bil vzor borca in vojaškega organizatorja. Bil je voditelj ljudske armade, ki ni nikoli izgubil stika z rastočo množico partizanov, ki ni nikoli prenehal biti le prvi med enakimi. Brzostreljka komandanta Staneta, dar Rdeče armade leta 1944. Ker če jaz danes gledam na vse to, kar se dogaja, če gledam zlasti pa nazaj na zgodovino, potem vidim, kako veličastna je bila naša osvobodilna borba. In kakšna napaka velikanska je bila kolaboracija, ki ni bila čisto nič potrebna. Zaradi tistih par fabrik, pa tistih par hotelov, da so zapustili svoj narod in iskali zadovolitve svojega poklepa pri najsmrtnem sovražniku. Recimo pri Nemcih pa Italijanih. To je nedoumljivo. Še bolje pa nedoumljivo, da še danes mislijo, da so imeli prav, pa da je bila osvobodilna vojna zmota, kako že pravijo, nekaj se izmišljujejo te stvari. Grobnica narodnih herojev sredi Ljubljane ob novem poslopju ljudske skupščine je postala zadnji grob tudi za narodnega heroja Franca Rozmana Staneta. Na bližnjem vogalu, komaj prepoznavno, stoji danes kot spomin na komandanta Staneta, ki počasi tone v zgodovino, njegov spomenik. A vendar je komandant Stane ostal del slovenske vojaške tradicije, saj ga je slovenska vojska vključila v svoje programe. Postal in ostal je najbolj priljubljen komandant, človek z izjemno sposobnostjo logičnega in racionalnega razmišljanja, navdušujoče hladnokrvnosti ter preprost in neposreden v stikih z borci.
pravi človek za vodenje Slovenske osvobodilne vojske. Tovariš Namlan, danes sva tukaj pri vas na Golem, skoraj da bi rekel v idiličnem, svobodnem svetu. Veliko ste preživeli, veliko pretrpeli. Gozdovi, ki jih tukaj gledate, so bili 4 leta vaš dom. Pogovarjali smo se o komandantu Stanetu. Danes poslušamo v tej naši svobodni Sloveniji marsikaj. Ali vam je žal, da ste bili v narodno-osvobodilni borbi? Jasno, da mi ni bilo žal, jaz sem ponosen na to. Jaz sem človek, ki želim, da bi človeštvo ustvarilo take medsebojne razmere, da ne bi bilo toliko razlikovanj in da ne bi bilo toliko podložnosti, ki se včasih meri celo na suženjstvo ali kaj podobnega. Mi moramo biti človeštvo mora biti enakopravno, vsi ljudje morajo biti enakopravni. Jaz sem zato, da se v sistemu, ki je lahko za vse pozitiven, uredi tako sožitje, da bojo vsi, da ne bojo eni prizadeti zaradi revščine in slabega ravnanja, drugi pa bojo imeli take možnosti in take materialne potenciale, da ne bojo vedeli, kaj z njimi delati. Naš človečanski cilj je sožitje med ljudmi. Čeprav nikdar ne bo miru v takem duhu, da bomo vsi zadovoljeni, da nekrat malo, da se ne bo treba boriti. Ker borba je le temeljni način življenja. Ampak ne borba z orožjem, s tem, da uničuješ pa to, ampak s tem, da povzročaš rast. Spominjaš se še, borec za pravico, kako po Pohorju si včasih hodil. Patrola majhno skozi naselja vodil. Ljudem neukim nosil si resnico. Veš, niso kmetje pozabili nate, ki si z besedo dajo jim utehe. In ko zavetje uživamo njih strehe, še vedno povprašujejo nas zate. Ponosni, da nekdaj si bil med nami, o tvoji hrabrosti jim govorimo. Kako sedaj slovenskimi vojskami pod tvojim vodstvom tujca prepodimo, ki ga bogatstvo naše zemlje mami. In spet v svobodi srečno zaživimo.